zapisala. Alenka Rebula je zapisala: Žrtvujmo ponos za dostojanstvo. Moj ponos trpi, ko delam napake, ko sem neuspešna, ko vidim, česa ne zmorem, ko me kritizirajo. Ponos trpi peklenske muke, ko doživljam ponižanje in se spreminja v neobvladljivo bolečino, v bes in v maščevalnost. V stiski mi ni v pomoč, preveč je zaposlen s svojo željo po uspehu, priznanju in povračilu. Dostojanstvo pa je svetlo grinjavo, ki nikoli ne zdrsne z rameni. Kritika postane samo upoštevanje vreden ali nevreden predlog. Videti, česa ne morem, postane stik z realnostjo in ta stik mi pomaga živeti v resnici. Napaka mi govori, da sem zmotljiv kot vsi ljudje in me poveže z njimi. Poniženja ni, je le človek, ki me morda hoče ponižati, a njegov namen še ni moja izkušnja. Če želim, lahko ostajam v svojem dostojanstvu in daleč od njegovega prezira. Žrtvujmo svoj ponos za kaj drugega, kar je bolj blagodejno in nas varuje. Ogrnjeni z dostojanstvom lahko doživljamo svojo veličino tudi v najhujši poraženosti. Tkanje tega ogrinjala traja, a vsaka svetlobna nitka je večna. Z veseljem na oder vabiva nadškofa Stanislava Zoreta. Lepo vse pozdravljam in želim povedati 3 kratke misli. Najprej bi vam rad zelo iskreno čestital. Namreč čestital zaradi tega, ker, kakor smo slišali, je vaša Karitas stara 21 let in hkrati danes praznujemo že jubilejni 20. koncert vaše Karitas, kar pomeni, da ste na samem začetku naredili dvoje, da ste na samem začetku razmišljali, na kakšen način približati delovanje Karitas tudi drugim in obenem tudi na kakšen način praznovati dobrodelnost v vaši sredi, v vaši župniji in v vsem vašem kraju. In se mi zdi, da je prav to, ta iznajdljivost, to razmišljanje, to iskanje načinov, iskanje poti, kako prihajati do ljudi, kako jim prinašati sporočilo in kako hkrati skupaj praznovati, da je vedno rodovitno in verjamem, da boste tudi vnaprej vedno znali najti prave načine, prave poti za oboje. Druga beseda, druga misel je zahvala, hvaležnost. Ne vem namreč, to bi moral povedati vsak izmed vas osebno, če ste ob vsakem dejanju, ki ga naredite kot sodelavci Karitas, ali pa kot tisti, ki ste dobrotniki Karitas, deležni hvaležnosti, deležni zahvale. Ljudje smo včasih nekoliko neučakani, morda včasih tudi nekoliko trdi v svojem čustvovanju. Zlasti takrat, kadar smo v potrebi. Takrat je dostikrat nekaj zadrege, morda nekaj sramu in zaradi tega včasih ne znamo reči zares hvala in tudi ne znamo pokazati te hvaležnosti. In zato vam želim nocoj ob tem koncertu v imenu vseh reči hvala. V imenu naše krajevne cerkve, v imenu vseh tistih, ki so bili deležni vaše pomoči in v imenu vseh tistih, ki smo priče vašega zgleda. In to je tista tretja beseda, beseda prošnje in spodbude.
Zelo, zelo se mi zdi pomembno, dragi ljudje, da vaše karitativno delovanje ne ostaja zgolj posredovanje dobrin tistemu, ki jih potrebuje. Bodi si hrano, bodi si obleko, bodi si besedo, bodi si bližino, karkoli že. Zelo vas prosim, da vsem nam, vsem kristjanom, pa tudi vsem drugim ljudem, pomagate do spoznanja, da je dobro delati del našega odnosa z Bogom, da je to del naše vere. Pomagajte nam do spoznanja, da tega tretjega stebra svoje vere ne živimo na ta način, da vemo, kdo je sodelavec Karitas v naši župniji, ampak da ta tretji steber naše vere, dobrodelnost, karitativno delovanje, živimo samo na ta način, če smo sami tisti, ki delamo dobro, ki dajemo, ki pomagamo. Da ne bi zapadli skušnjavi, da drugi delajo dobro, mi se pa s tem hvalimo in smo ob tem ponosni. Ne. Pravkar smo slišali, kako na ponosu ne moremo graditi. Lahko pa gradimo na spreobrnenju srca, na dobrodelnosti nas vseh. In kako ste nam skozi teh 21 let, tudi skozi teh 20 koncertov, približali delovanje Karitas v tej župniji, tako vas za naprej prosim, vzgajajte nas. Vzgajajte nas zato, da bomo vsi mi postajali dobrodelni v svojem vsakdanjem življenju, v svojih neposrednih odnosih, v družini, v sosedski, na delovnem mestu, da bo povsod stopalo v spredje ta poteza naše vere, našega krščanstva, biti dobrodelen. In mislim, da je morda celo težja naloga, ta, za katero vas prosim, kakor tista, ki jo pravzaprav skozi vseh teh 21 let že vršite. Ampak potrebujemo. Vsi potrebujemo to vzgojo. Vsi potrebujemo ta zgled in vašo spodbudo. In ko vam čestitam za jubilejni koncert, vas prosim, bodite naši vzgojitelji za dobrodelnost, da bo naše krščanstvo moglo biti polnokrvno. Hvala lepa in še naprej lep večer v tem koncertu in hvala vsem, ki so ga pripravili.